Torej, dame in gospodje, danes pa z mano ena, kako bi zdaj to povedal, predvsem zelo simpatična, očarljiva, lepa in zanimiva ženska, ki je, pazite zdaj to, angelska terapevtka, duhovna učiteljica, strokovnjakinja za medije in onostranstvo in še marsikaj. Poleg tega bom imela pa čez 3 dni, če sem si jaz to prav zapomnil, torej 25. oktobra, predstavitev svoje knjige Objemi onostranstva, ki jo vidite tule od zadaj, jaz malo prekrivam zdaj to. In to je naslovnica te knjige, kjer je nekdanji sanski moški Blaž Reže, ki smo mu namerno odsekali malo glave, da se ga ne bo videlo preveč. Tako da, kaj ne rečem, z mano je fantastična Tjaša Budaj. Tjaša, lepo zdravljen, dobrodošla na moj YouTube kanal. Ja, hvala za povabilo. Mislim, hvala, da si prišla. Ja, sem se kaj zmotil v tej svoji napovedi, najprej to. V bistvu nisi. Nisem. Sem pa govoril dosti abstraktno, za laične gledalce, tako da dajmo mogoče na začetku razčistiti, kaj sploh zdaj pomeni to, kar sem jaz rekel. Točka 1. Ja. Kaj pri milem Bogu pomeni angelska terapevtka? To pomeni kaj, da angeli hodijo k tebi na terapijo iz nebes? Ali kaj pomeni, kaj to pomeni? Ne, to ne hodijo okay. Angeli iz nebes k meni na terapijo. Ja. V bistvu se pač z angeli, z njihovo energijo se zdravi pač zemeljske ljudi oziroma z njihovo pomočjo pač zdravimo oziroma dajemo podporo fizičnemu telesu. A pa čakaj, angeli, te angeli, ki jih imam jaz v glavi, ki letajo, pa ki nimajo ritk, te angeli so to, ko jih poznamo iz pravljic, filmov in tako naprej. To, mislim, pa to res obstojajo, te angeli. Dajmo to razpucati. Ja. Zakaj ne bi? Pa kje živijo? Veš, kako je, kje živijo? Dejansko vsak si predstavlja nebesa nekje visoko. Pač vse te energije so mogoče tako nekje 20 cm nad tlemi. Mi jih večinoma jih ljudje pač ne zaznavajo zaradi ega in teh stvari, pač zaradi omejitev, zemeljskih omejitev. Se pravi, hočeš mi povedati, da če se ti prepričaš, da to ne obstoja in imaš v glavi, da je to brez veze, da je to bullshit, potem tega ne boš videl. Če pa bi jaz rekel, jaz verjamem v to, to res obstoja, to sprejemam, poli pa to zaznav, ali kaj, da je od tega odvisno? Ne, da je od tega odvisno, pač definitivno, če ti sam sebe prepričaš, da to ne obstaja, greš verjetno pač sam sebe potisneš v kontrasmer. Če si pa pač dovoliš začutiti te energije, boš pa prej začutil. Ampak dobro, če rečemo, da so to neke energije, kaj imajo angeli s tem? Angeli devajo te energije, ali so to nasplošno energije, ki pač preko vemo, frekvenc, Kaj, preko? Frekvenc. Preko frekvenc. Tako je. Ampak angeli dajo te energije. Tako je, pač preko angelov, se pravi z angeli. Pa kje so te angeli? Da mi povej, kje konkretno so? Dejansko pa so tako nas. Zdaj so tudi tukaj? Tudi tukaj. Kje? Na rami. Na rami. Ti imaš na eni strani imaš angelčka, na drugi pa hodička. Ker jaz, če me pogledaš v oči, imam hodičeve oči v bistvu malo, Nimaš, Bodva iskrena, To je samo na ven. No, se to smislo, na ven. Midva veva, da midva veva, zelo mehko. To midva veva. V glavnem, Tjaša, ampak vseeno, ker vem, da sem se malo nazaj pogovarjal tudi s tvojo prijateljico Jasmino, ki se ukvarja s podobnimi stvarmi kot ti, vem, da si ti njena mentorca, o tem bomo tudi spregovorila, torej, da ti učiš te ljudi, ki imajo posebne sposobnosti, da se lahko pogovarjajo z onostranstvom, da imajo posebne energije in tako naprej. In jaz sem tam bil dosti neveren Tomaž, pri Jasmini. In tudi namerno, ker sem jo hotel malo sprovocirati, sam se ni pustila. Pa bom probal pri tebi na enako žogo igrati, da vidim, kaj boš mi ti povedala. Ampak kaj bi... Imamo pač ta nevidni svet, pa imamo uradna znanstvena dejstva. Kako prepričati, da je to povezano, pa da te nimajo za noro, da te nimajo, da imaš privide, da imaš skizofrenijo, da si malo čudna to vem, ampak pustimo, da si pač čisto okej, da nisi ono, kako prepričati znanstvene ljudi, ki verjamejo tistemu, kar vidijo? Zdaj, tako ti bom rekla,
pač moj namen ni prepričevati nekoga, to je eno. Je pa tudi tako, ne, veliko ljudi se pravi, verjamem v Boga, ne. Ampak tudi ti isti ljudje bojo rekli, verjamem v tisto, kar vidim, ne. Okay. Pač če gledamo širše, kje si pa videl Boga? Ne? Ja, kaj pa, če ne verjameš ne v Boga, ne v nič? Jem tako rekla, pač slej ko prej, če gledamo, kot kolektiva, smo mi zelo zašli iz prave poti in energije nas vse potiskajo naprej, se pravi, da pucamo preteklost, da se v bistvu posvečamo sami sebi in da pač dovolimo, da je pač tudi nekaj drugega, ne samo tisto, kar je otipljivo, kar je fizično vidno našim očem. Bi te pa nekaj pač popravila, si rekel, se pravi, učiš ljudi, ki imajo ta dar. Vsaka duša pride na planet Zemlja s tem darom. Tudi jaz? Tudi ti. Sam da ne vem, da ga imam. Pač, a veš, vse je odvisno, se pravi, kaj je v tvojem zapisu. Kakem zapisu? V dušnem zapisu. Kje pa vidim to? Kje imam to napisano? Ja, prideš k meni na termin, pa bova pogledala. Okay. In pač vsi imamo ta dar, tako da nisem jaz nič bolj posebno nadarjena, kakor ti, kar se tega tiče. Razen pač to, se pravi, da jaz imam to v svojem dušnem zapisu, je to moje poslanstvo in pač potrebujem te stvari, da jih pač razvijam in tako naprej. Nekdo, ki je avtomehanik, pač ne potrebuje jasnovidnosti, da bo pač vedel, kako zamenjati svečko. Ampak no, gledaj, ti si recimo vodila po tej poti Jasmino, recimo, kdo je pa vodil tebe? Torej, kdo je bil pa tisti, ki je pa tebi pokazal, ali si to sama odkrila? Ne, tudi jaz sem, se pravi, leta 2018 sem pač doživela za moje pojme eno izmed največjih izgub. Moja v bistvu prva ljubezen in najboljši prijatelj je pač umrl, ker so ga zastrupili. In takrat sem imela pač jaz na izbiro, ali bom pač padla v neko brezno teme, ali pa bom dejansko najdla pot ven iz te žalosti, te bolečine. Mislim, takrat jaz pač šla tudi na tečaj medijstva, v bistvu samo po odgovore. Meni ni bilo, pač jaz nikoli si nisem mislila, da bom, ne vem, pa delala s tem energijam, ker tudi moje znanje o energijah je bilo dejansko, Elektro Ljubljana, pač ne, pač to je to. Je še tega, ne vem, pa dobro. Ne vem, kaj je meditacija, kaj je bilo na tečaju, pač jaz nisem vedela, pač sem bila pa edina v skupini, ki pač ni vedela, o čem se sploh gre, ampak sem si pač rekla, kar je, pač bomo videli. Tako da pol tudi, pač skozi tečaj pa vse to se je pač pokazalo, da pa v bistvu je še zmeraj bil tukaj nek namen višji. Ampak ni zanimivo, recimo tudi Jasmina, če še omenim enkrat, je imela tudi eno tako tragično izkušnjo, kjer je izgubila svojega partnerja, pa očeta svojih otrok, če se ne motim. In tudi takrat je ona začela, se mi zdi, na ta način razmišljati, tako si zdaj recimo razlagala ti. Se pravi, hočeš reči, da je potrebno, da se ena tragedija zgodi, da človek poišče, ne vem, neko pomoč od drugod ali da postane prevodnik med zemljo pa onostranstvom, ali kaj, lahko tudi iz nekih normalnih vzgibov, ali da mora se nekaj groznega zgoditi, da najdeš uteho. Ne, pač ne rabi se zdaj nekaj ful groznega zgoditi, ampak pač, če sva realna, pač če vse je če vse štima, tako kot je treba, verjetno ne boš iskal, se pravi nekaj, kar ti bi pomagali skozi nek proces iti. Ja, dobro je. Čuj, kaj pa, če gremo malo na to, to sem tudi malo si v tebi prebral, da nisem prišel čisto neprepravljen. Sam si me zdaj zmedla svojim izgledom čudovitim in sem isto pozabil, kaj sem te hotel vprašati, ampak oprostiti ne morem, ampak mislim, oprostim lahko, ne bom pa pozabil. Ampak bral sem o tebi, da tudi ljudje recimo te poiščejo, ko želijo, da jim, ne vem, očistiš prostor, da očistiš njih nekih zlih energij in tako naprej, ampak zdaj, če smo konkretna, se pravi, ti očistiš kaj, duhove ven, črno magijo, zlobne sile, demone, ali spucaš prah, mislim, kaj čistiš? Včasih bi bilo lažje, da bi mi dali neko metlo, pa svetično, pa da pač pospravim. V veliki večini se gre pač tukaj za črno magijo, za čiščenje črne magije. Pa zakaj je te črne magije tako veliko? Mislim, kdo to črno magijo ima čez, da jo spravlja na ljudi? A veš, zakaj je tako veliko? Zdaj v zadnjem cajtu se je to ful razširilo. Ljudje so pač preprosto žleht. Ja, samo to moraš znati delati, ne? To ne moraš kar nekdo na bleh.
a veš, hitro pride od tega nekega pač negativnega napada do črne magije. Pač tukaj je veliko sovraštva, zavisti, ljubosumja, pač to je v bistvu glavni povod. Ne? Pa pač ne vem, želim to pa to, ne? Ta oseba ima to pa to, jaz bi tudi pač to. Ne? In pač se da vse rešiti na lep način, ne? Ampak pač zakaj, če je lažje na ta način. No pa kak nekdo človeka uroči? Kaj mora imeti lasnega, dlako, roko? Kaj mora imeti? Lahko preko energije, veliko pač te negativne energije oziroma črne magije se pa prenaša preko daril. Preko daril? Ja, nikoli ne bi mislila. Počakajte, jaz zgrundam. Je veš, kaj je tale majica, ki sem si jo nadel, da se zaščitim pred temle čudnimi stvarmi. Ne, ker je to je Michael Myers, sloviti morilec iz More ulici Brestov, ampak se klin s klinom zbija. Ne? No, ampak to je tudi darilo med drugim bilo. Pa ta ura je tudi darilo. Ne? A veš? Važno je, od koga to darilo dobiš. Se ne veš, da ta zlobno pol naknadno nekdo. Ne, pač veliko pride teh daril, tudi tako je, pač bodva realna. Ja, bodva. Ljudje se ne zavedajo, da ne vem, jaz prijem k tebi primer na obisk in ti prinesem, ne vem, kavo. Samo še povedati prej, da prideš. Ne mi hoditi nenapovedano. Bom počakala. Ne mi hoditi nenapovedano, ok, dobro. In ti, ne vem, prinesem kavo, pa ne vem, čokolado, ker smo pač vsi navajeni, ko priješ na obisk. Ne? In jaz to pojem takoj. Pa pač nekaj prineseš. Ne? Ja. In marsikdo, ne vem, kup zaradi tega, da bo lepo izpadal iz zadnjimi evri. Ja. Ampak dejansko, in je jezen, da je to kupil. Ne, ni jezen, ampak se pravi, on tebi prinese dejansko pomanjkanje. Ker je bilo pač kupljeno dejansko z energijo pomanjkanja. In pa ti dejansko brez denarja ostaneš čez čas zaradi tega, ali kaj? To sem dala pa zdaj primer, ampak ne. Sam ta pol ne ve, da je to naredil. Ne, to se spontano pol zgodi po nesreči. Velikokrat se pač zgodi na ta način. Velikokrat se pa pač prav z namenom, ne. Zdaj sem me pa kar malo prestrašila, ne. Ker gruntam, tako mi je to uro kupla, ne, ki je bila zelo draga, je dala zadnje evre za njo, ne. Pizda. Čuj, ampak Tjaša, da te vprašam to, ne, recimo nekdo, ki prinese vse, kar ti prinese darilo, dobro, karkoli, ampak tisti hip, recimo, da on noče tebe, ti ne slabega naredi. Pa se čez čas spomne, da bi te lahko tisto darilo, ki ga ti že nosiš, ne vem, leto, kar je prišlo še vsem, vpliva. Ja, definitivno lahko. Jebem tiš. Pač jem tako rekla, pač nekdo, ki nima neki znanja o pač, kako energije deluje in tako naprej, malo težje, ampak se pa da. Definitivno se ti lahko, se pravi, z energijo tega darila, kakorkoli, ne vem, v tvojem primeru ure, majice, kakorkoli, se lahko pač povežeš in lahko malo nagajaš, ne? Ampak res to deluje, ta črna magija, mislim. Ker to je spet mama ta res svet, bom rekel, fiktivni svet, od uradnega sveta in marsikdo reče, dej ne seri, ne? Če se mi da vrneva, če se osredotočava na magijo in če se mi da vrneva v preteklost, v zgodovino, pač je obstajala samo magija, ki je zdravila, ki je pač pomagala in tako naprej, se pravi za dobro ljudi, ne? Ampak pač ljudje so ugotovili, se pravi, če lahko nekaj deluje dobro, to pomeni, da lahko tudi v kontra, ne? In tukaj so jo pač začeli izkoriščati in takrat je pač se nekako, če lahko rečeva, razdelili bela in črna magija. Nista samo bela in črna, imaš ogromno nekih magij, ampak ne, tako me reka, najbolj znana je ta. Ne. Ampak ne rečejo, da če nekdo nekoga uroči ali mu črno magijo pošle, da se potem dejansko se mu maščuje, torej dušo proda hodičo, tako faust, ne, torej tvega, da ne pusne to, kot se slučajno, ampak da to namerno, da hoče uničiti, pa ve, da bo nastradal, pa vsem to naredi. Ne zavedajo se tega. Nimajo tega v glavi, ampak vejo pa, da so neke posledice. Ja, tudi tako je, veliko jih pač plačuje te stvari in tisti, ki dela to, se zaščiti, ne, pač v bistvu on je, tako kot jaz predajam sporočila, je pač on nek umesen člen in dejansko se ne vrne temu, ki je naredil, ampak dejansko temu, ki je bil plačnik. No, tako se to naredi. Oziroma naročnik, Sprav, ko je ta glavni, se mu nič ne zgodi, ta glavni barabin. Ja, ampak v bistvu ne, a veš, to je tako, kot mene, ko pokličejo, Tjaša, meni se pa to dogaja, kaj lahko naredim, pa ne vem, se naredil pogled, to pa to čutim, to pa to vidim in ne vem, deva reči, je pač neka črna magija, pač
in spucam, ne, se jaz tudi sama sebe zaščitam, pač, da ne navlečem dejansko. No, se na to pridemo zdaj, ne. No, in potem recimo nekdo ima občutek, da je uročen, da ga je nekdo uročil, ali da mu nekaj slabo gre, predno prijema na ta hujše stvari, ne. Recimo, da nekaj imaš občutek, da ni fajn in te pokliče. In ti narediš kaj? Kaj je ta, če lahko izdaš, pač ne vem, ali imaš to neke zaščitne zgodbe, ne, lahko poveš, ker čarovniki svojih trikov ne izdajo. Ne, ne bom imam svoj postopek, ampak definitivno vsak, ki me kontaktira, se najprej naredi v pogled, se pravi, a je res tukaj, se pravi, neka temna energija, ki je bila v dušni zapis oziroma v energijo pač tega klienta. Kako to vidiš, ta zapis? Kako pogledaš v njega, kaj z očmi, kje je ta zapis? Kje imam jaz ta zapis? Ja, imaš ga. Pa kje? Pač v tvoji energiji se to vidi, ne? Ja, pa kako ti to vidiš? Kaj narediš? Vidim. Pa zdaj ga vidiš? Ja, avtomatsko, zdaj ga vidiš, zdaj ta hip ga vidiš? Ja, ga vidim. Pa kaj piše not? Bi rada povem? Ne, vrede, pusti. Čak, moramo kar malo vode sliti. Malo popija. Ok, kar govor. Pač, a veš, veliko je, se pravi, deva reči, jaz jim pravim Google terapeutov. Kaj, kdo? Google terapeutov. Google terapeutov, ja. In vsi ti Google terapeuti, pač jaz jih tako kličem, se pravi, ja. Pač odstranjujejo črno magijo. Pač niso vsi, ki čutijo, da se je nekaj zgrnilo nad njim, da jim nekaj ne laufa in tako naprej. Da nima to veze s črno magijo, ja. A ne, pač velikokrat sami pač dejansko svojim razmišljanjem s tem pač pripeljemo do te situacije, a ne. In pač res je, da nas na koncu pač vse v isti koš mečejo, ne. Ampak ja, pač jaz vedno naredim najprej pogled, se pravi, kaj se vidi, a je res črna magija, mogoče pač ta oseba rab samo nek pospešek naprej, a ne, da se mu sam zjasni neka slika, da pa pač ni vse toliko črno, kakor zgleda in to je to pač. Ampak ti dejansko 100% ugotoviš lahko, ali je črna magija, ali je zgolj pač, ne vem, nekaj drugega. Ja. Sigurno to 100% ugotoviš. Lej, tako ti bom rekla, do zdaj v vseh primerih se je vedno tudi pač pokazali, ne vem, ali so se pokazala mi imena, stvari, ki so jih, ne vem, mogoče dobili, tudi pol rečemo, ko se spuca, sem vedno, se pravi, s strankami na vezi še vedno, kaj se dogaja in tako naprej. Da ti povejo, če je učinkovalo. Tako, ne, pač kakšne so spremembe in tako naprej, tudi nekako, pač jaz vsakmu povem, ni to izons na jutra, ne, rajš delam kakšen dan več, kakor pa pač, da nekaj na hiter, pa v bistvu ni narejen tako, kot je. No in če nam lahko vsaj malo zaupaš, no, tistim, ki ne vemo, kakor pač želi zaupati, kako pa pravzaprav očistiš človeka te črne magije? Kaj moraš narediti z njim? Kaj posesaš ali kaj narediš? To bilo najlažje. Ja, pa stekni, ne? Pa stekni, ok, ja. Z energijo v bistvu, no. Z energijo? Ja, pač jaz grem ti svojo energijo daš v njega? Jaz sem samo nek umesen člen, tako posrednik, ki v bistvu... Med kom? Veš kako je, vedno začutim, ni pa vseh isto, vedno pač začutim, ok, se pravi, v tem primeru bi mogla to pa to, ne vem, bitje z višjih dimenzij uporabljati in tako naprej. Tega si zdaj gor pogledala. Ok. Tako da pač ni pa vseh isto, ne. Pri nekaterim pač je to na hiter, pri drugih je pač malo daljši postopek. Odvisen je tudi, koliko pač oni, v bistvu njihova energija sodeluje zraven. Ampak so to težki procesi, mislim, to je, bom rekel, zajebano rešiti to zgodbo ali to, pač ko si zverzirana, to z lahkoto narediš. Tako bom rekla, zdaj je, ne bom rekla, da je z lahkoto, pač sem tudi utrujena, potem pa vse, ampak pač je pa veliko lažje, kot na začetku. Ja, ker nekaj tak, če ti gledaš, če te primerja, ne vem, zdaj s psihiatri, s psihologi, svetovalnimi delavci, tudi tam ljudje pridejo, pa se zaupajo, spovejo, pa jih oni poslušajo, čas je psihiater zaspal, pa se je psihiater ustrelil, ko je mogo to poslušati vse, Neke vrste si tudi ti to, če gledaš, da naprej te pa mu pomagaš, ti zaupa težave, se ti odpre, samo da imaš ti pač povezavo s tem onostranstvom in ti preko tega delaš, ampak dejansko nek psihiater misliš, da ne bi mogel, pa ne da bo zdaj tablete mu dal, ampak da bi se tudi z njim pogovoril, da ga na ta način mu pomaga, ali misliš, da ne, da so potrebne te tvoje više inštance, ali kako ne rečem. Misliš, v prvi vrsti moraš biti pač človek, ne? Ja. Zdaj tako je, pač redko kakšen psihiater se bo stavil pogovarjal, ponovati napiše tablete, ker je pač to lažje, ker imamo tudi tak sistem, na žalost, ne. Drugače pa pač, a veš,
Jem tako rekla, kar se duhovnosti pa tega tiče, vsi, več to ni neka znanstvena fantastika, pač realno. V prvi vrsti moraš biti človek, odklopiti ego, se pravi, ne preko sebe, ne vem, predajati sporočila, ker v tistem primeru ti nisi pač pomembna, ne. In jaz sem se v bistvu, mislim, da je bilo to nekje 4 leta nazaj, me je pač izučil to, da nekako sama sebe nazaj postavim, ne, in sem tudi pač dala namero, prosila, da mi izklopi čustva, ko pač delam. Bi se lahko preveč angažirala, da bi te poli žel, misliš, pač, da je to? Dejansko pač to nosiš domov, o tem razmišljaš. In tudi pač meni se ne zdi, da ne vem, kot terapeut, ko prije nekdo k meni, ker žaluje, ker veliko primerov sem imela, ko so otročki pač umrli, in pač pogledaš tukaj skozi oči mame, ne? In sem se mogla pač tukaj nazaj potegniti, ne? In mi je zdaj pač veliko boljš, ker ne, da sem zdaj hladna, ampak pač nimam čustev in dejansko jaz po koncu termina se ne spomnim ničesar. Ničesar? Sploh ne veš, kaj si se pogovarjala z nekom. Za mene se bo spomnila danes? Ja, pač se mi da malo zdaj zemeljsko. Aha, upam. Ampak no, kaj pa največ, recimo, bom rekel, ljudi pride največkrat k tebi, zakaj? Zadnje čase zaradi odnosov. Medsebojnih odnosov. Pa kam to veze s črno magijo zdaj? Če sem jaz budala, pa sem punco prevaral, kam to veze s črno magijo? Ja, gospa Tjaša, dajte mi pomagati jo nazaj dobiti, pa jaz sem to zdaj. Kaj ste pa naredil? Ja, prevaral sem jo z njeno najboljšo prijateljico. Aha, bravo, čestitam, no bom zrihtala. What the fuck? Ne, recimo, kje smo tu, ne? V takem primeru pač ne. Dobim veliko sporočil, ne vem, želim si tega pa tega nazaj, pač bivšega partnerja ali partnerko. Moški so v tem primeru malo hujši. Bi nazaj želeli, ne? Ja. Ženske jokate en teden, moški pa pol leta, ali pa 1 leto. Se strinjam? Ne, to je dejstvo. Vi kasneje začnete procesirati. Ja, res je. Ampak ja, pač dejansko grem tukaj tudi, se pravi, če ni namenjeno, da sem dva zaskupi, če se kaže pač tega, pač lepo vsakem, pač nisem pravi naslov. Velikrat dobim tudi podnos, vse te plačam, lahko ti mene plačaš, ampak jaz nisem tukaj, da bom se prav posegala v svobodno voljo nekoga oziroma v energijo nekoga, zato da bom tebe pač osrečila, če ni to namen. Koliko fejs pa lahko posežeš, da nekdo spet z nekom skupaj pride? Kje je tvoja moč? V kakem smislu? Če vidim, da dejansko je to bilo, se pravi, razhod neko prehodno obdobje, dejansko mečkam se pospešijo energije, to je pa to. Se pravi, v njeno in njegovo, ali kaj? Tako, ampak pač mora biti z obeh strani. Kako pa veš njeno energijo, kakaj je, če samo on pre tebi, ali pa kontra? Ponad sliko prinesejo, veš. Pa vidiš sliko in to tudi zaznaš, pa slike ven. Ja, vem tiš. Čujem pa, kaj pa če bi se zmotila, pa bi nekoga dala skupaj z nekom, pa je prišlo do kakve pizdarije? To se je zgodilo že kaj? Ne še. Pa je bil še hujši razhod, pa si naredila napako? Ne, tako bom rekla, pa bom potrkala. Ja, zakaj na glavo trka, če imaš pamet? Ne moraš trkati na to, si imaš lesene glave. Tjaša, tu. Kaj ne, meni velikrat pravi, ti imaš prazno glavo, ti si naivna, ti si ne... Prav, ne, gloncama, veš. Velikrat pač pridejo z raznimi željami, to je res, ampak pač ne posegam v stvari, kjer vidim, da ni nekega potencijala. Ampak lahko pa bi, če bi želela. Ja, ampak potem pač prestopam iz svetlobe v temo. Pa to nisi nikoli se malo poigrala s tem, da bi videla, če res deluje, to mislim, za firbec. Drugače, kot bom povedala, se pravi letos aprila je bila name delana ful močna magija. Od tebe so hoteli zdriblati. In pač dejansko so mi kardiovaskularni sistem našopali ful visok. Pa to res, da veš, da je bilo od tega, ali si pač, ne vem, neki druga, je bil stres, pa si... Ne, zdravniški pregled, vse je kazalo BP. In je bilo pač delano, se pravi, da mi notranji organi začnejo odpovedovati. Ja, pa to mislim, to imaš uradno, lahko dokažeš to. Dokazati ne moram, ampak... Predvidevaš. Ne, pač... Mislim, kako veš, da je bilo to posredovano od nekog drugega? Zaradi tega, ker... Prepriči me to zdaj. Ja, kako to ne prepriči? Ne vem, prepriči me. Ne bom te prepričevala, to je eno, ker pač res ni moj namen, da kogarkoli prepričujem, ampak dejansko, sama pri sebi sem videla, da nisem okej, tudi začelo so se pač dejansko pojavljati te misli o samomoru in tako naprej. In pač, hvala Bogu, sem imela takrat tisti trenutek pač Jasmino ob sebi, ki mi je pomagala, da smo nekako prišli do nekih zaključkov, pa še pač nekih ostalih ljudi, no. In da smo pač mi
v tisti trenutek priznam, da me je prijel, da bi pa mogoče vrnila na isti način, kot je bilo. Ampak sem pač vedela, da to nisem jaz. Pa lahko si bi nekako pizdarijo na dolgi rok naredila. Tako je, in pač to nisem jaz, tako da pač, ampak je bilo pa tako, ne. Jaz sem tisti trenutek, sem jaz pač pozabila na pokojnike, na vse, pač, ne, na više dimenzije, kaj ne, pač zemeljsko sem razmišljala. In po nekega večera dejansko sem začutila pač tega pač Martina, to moja prvo ljubezen, da bi vedela, pač imel sporočilo zame, da bi vedela, kako deluje črna magija, ne, in kako vrniti, pač se moraš poglobiti v to, ne. To je bilo najhujše obdobje, pač dejansko gledati, kako pač delajo te stvari, kakšne imajo postopke, ker pač nisem želela prestopiti na temo, ampak pač, želela sem pa samo vrniti, ne, pač, da se lahko lažje spucam in tako naprej. In nekje 3 tedne sva z Jasmino kar orang pač proučvale pač črno magijo. Te še mene malo glava bolela, se mi zdi. Ne, se vidi, da gre, če mene malo glava bolela. Ampak čakaj, če te zmotim, no, bila si pa prepričana, oziroma kdaj si začutila, da to ni zdravstveno v smislu telesa, normalnosti, ampak da je nekdo nekaj naredil. Kako si to ugotovila? Veš, kako je to? Si imela kakšne sovražnike, ne vem, si začutila, da te nekdo ne mara, da te hoče nekdo zjebati, po domače rečeno. A veš, dokler si pač ti nekdo, ki je samo učenec in ki sledi množici in je pač dejansko ovca, pač nisi nevaren. Ja, to drži. To drži. Pač to je bilo po najini Angliji z Jasmino, ko so bile. Knjiga bi mogla aprila vam pridati, ne, do zdaj pač oktobra. Že aprila si planirala to? Ja, pa se, ampak čisto ok, da se je zamaknil. In pač vedela sem, da sem pa mogoče nekomu na žul stopila, ki mu pa pač ni všeč. Jaz pač, nažalost, niso vsi mentori taki, ki bi pač prenesli to, da je pa mogoče učenec prerasel učitelj. Ja, pa si ta recimo oseba, ki ti naj bi to storila, no, je vedela ona, da si si se ozdravila, pa da si bila toliko močna, da si ustavila to njeno pizdarijo? Se začuti. Se ustraša, da boš vrnila jej? Je čutila, da je dobila nazaj. Ja, je čutila. Pač jaz sem tako. Zakaj pa nisi malo, da bi malo šla v to? Mislim, se ne bi vedela. Je rekla bi, da nič ne veš. Ampak to nisem jaz pol. Pa malo. A veš, ne. Tako ti bom rekla, najlažji način je uporabiti, črno magijo in imaš ti, v parih minutah urejeno vse skupaj. Ja, pa da si vse nogo zlomila, da bi na glavo nekaj, pa ne bi umrla, da bi nekaj malo. Pa da je imela za nič seks naslednjih 50 let, ne vem, neki, da bi... Kdo pa prav, da ga ima dobrega zdaj? To ne vem, to pa ti veš, ne? Ja, ok, lej, doh je dobro. Se ne poglavljamo to tako. Pač, verjamem, da je... Se pravi, imaš to grozno izkušnjo, če rečem tak, in veš, ko prije nekdo k tebi, pa ti začne razlagati, veš, kaj to pomeni. To mogoče po te strani je pa to vredo, če gledaš, ne? Da si sama doživela to stranje, ne? Tudi tako, pač sej, ali je to črna magija, so to pač terapije, kakorkoli jaz vedno pač pravim, da pravi terapevt oziroma res dober terapevt je tisti, ki je šel čez težje preizkušnje lekcije. Lahko je prebrati 200 knjig, pa se označati za, ne vem, duhovnega učitelja in tako naprej, ampak če ti nimaš izkušenj, ti vse ne veš, ne moreš začutiti, se pravi, stranke po sabo. Tjaša, kaj je bila pa do zdaj recimo ena taka najbolj grozljiva prigoda, ne vem, ker vem, da te tudi najamejo ljudje, da jim prideš prostor čistiti, kje ne, so poltergeisti noter, kaj se not dogaja, ne vem, kak je trupla, ki ne vejo, kaj bi, duše, ki jim gre na živce, da si njihovo hišo prišel, recimo zdaj sem gledal ta stari Beetlejuice, ne, film, in je bila ravno o tem zgodba, da sta dva utonila, ne, in živita v tej hiši, pa se zavete, da sta mrtva in prije nova familija not in seveda gre nova familija njima na živce in hoče narediti vse, da bi jih spravila ven, pa jih strašita, pa ropotata, pa tako naprej, ne. Se pravi, si imela kdaj kaj takega, da te je pa res prestrašila, si rekla, fuck, ne, ali da je bilo res noter neki, da ko si stopila not, pa si rekla, tole pa gospodje, pejte raje ven z te hiše, tole je pa too much. Ni takih nekih... Ni, to so filmske pol bolj. Ja, to je bolj... To je Jasmina tu razlagala, da to so filmi, ne? Ja, pač filmi, na podlagi filmov... Filmi lažejo, ali kaj? Ne, pač se veš, domišljija dela svoje. Bom pa tako rekla, pač rečemo, jaz komod predajam sporočila pokojnih,
se pravi ljudem. Ja. Ker rečemo, Jasmina je pa bolj pač za te ujete dušice, pa te preiskave. Ona je ona je specialist za duhove. Ne, pač ona je še malo bolj čudna, kot jaz. Še bolj, ne, Facebook. In rečemo prvič, ko je bilo na gradu Predvor, ko smo imeli, Ja. Kljub temu, da sem medij, pa kljub temu, da vidim duše in jih čutim in vse tako, pač je bilo meni ful neprijetno, pač kar se tiče preiskave. Ne vem, nekako sem še vedno to s filmi povezvala, ker je tako ful napihnen in tako naprej. Ja, pa ni bilo tega pol na licu mesta. Ne vem, kako je bilo takrat, ker sem domov šla. Kje med šovom? Mislim, med to. Jaz sem svoje oddelala. In si šla? In sem šla. Ampak ne, čakaj, pa je pa šla hiter. Mislim, zato da na nobeni sliki ni, ne. Ja, pa kako misliš, strašila si se? Pač neprijetno mi je bilo. Pa kaj, česa neprijetno? Ne, pač duhov, to, veš, jaz sem tudi, ko sem začela delati s tem, Ja. so oni mene ful ne strašili. Ne bo zdaj šla slučajno, do konca intervjuja počakaj. Se bo pred nočjo bo zaključila. Bomo, ja. Se pravi, ko sem začela delati s tem, so oni meni velikrat zvečer prišli, pa so se slišale stopinje po laminatu. To si dejansko čula? Ja, pa ne vem, zjutraj sem se zbudila, pa so bile stopinje, odmivke na hodniku. Pa si prespala v hišah njihovih, ali kaj? Ne, to se je pri meni doma dogajalo. Pri tebi doma? Ja, pa so bila vrata odprta. Sem pa rekla, po noč mi ne hodite več, razen vkolikor je pač neki... A tem dušam? Tako pač dušam, ne. In od takrat pač dejansko imam mir. In pa mi je bilo tako ful čuden, ne, pa šojem, ne, zdaj pa to pač tako, jaz ne gledam grozljivk, ne gledam pač teh stvari. Škoda. Ampak ja, ne, pa dejansko sem šla potem z Jasmino v Anglijo, ne, kjer sem pa bila par morana iti, pač ne, na preiskavo, ampak sem bolj videla, da ni nič hudega, ne, da je vse okej, tako da pač zdaj mi je, dobim pa veliko manj sporočil, dobim se prav na preiskavah, kot pa tako. Se pravi, da si se bala dejansko teh stvari, ker Jasmina se nič ne boji, ne? Ne. Ona meni razlaga, da se je zaljubila enega duha celo, ne, in da je prav simpatična, pa je grozno za pogled, ampak ona vidi skosne, ja, veš, te entitete, ne, ampak čakaj, ampak no hočem reči, no pa kaj je bilo pol vse, ne, ko si prišla v nek prostor, pa gor dol, levo, desno, kaj je bilo najbolj scary, no? Drugače, kaj je bilo najbolj scary v vseh teh 6 letih, je bilo definitivno v Ameriki, ko so bile na Titaniku, v muzeju. Ko je pač tam žensko vleko nekdo, ne, ali pa? Demon obsedel, ne, ti se bilo pač, o moj bog, ne. Pa si verjela, da je to res? Pa si vidiš? Ja, mislim, bila bi igrala. Ne moreš, tako pa ne moreš. Pač njej so se dobesedno oči vrteli. To so pa filmske že zgodbe pol, ne? Pač dejansko, ja, to je pa... Zginjale skodiče, ko se je glava vrtela, to ja. Pač zelo podoben, pač kot v filmu, ne. Nekaj se, če gledamo mnogi filmi, naj bi bili, no, jaz sem tudi vsak film, ko gledam te duhove in tako naprej, grem bolj malo prebrati. Mnogi filmi so narejeni dejansko po nekih resničnih zgodbah, resničnih hišah, zdaj, koliko je to res, koliko ni res, to je spet seveda stvar nekoga, ki verjame, ampak zagotovo ni bilo vse zmišljeno, ne, obstojajo neke hiše, kjer je nekaj očitno, no, lej. Definitivno, ampak jem tako rekla, v Sloveniji ni tako območje, kjer bi se dogajali neki, pač sigurno so pač te hiše, ampak ni zdaj neki... Ne, tako tudi ostane, ne. Kaj pa te, recimo sem malo bral, predno sem se pripeljal na tale intervju, par duhovnikov v Sloveniji, mislim, da prav uradno je registriranih za izganjanje hudiča. To verjameš v to? Prav eksorcizem uradno ima napisan, da ga toliko in toliko na leto jih naredi, toliko in toliko primerov je bilo. Mi že to nakladajo ali ne? Ker on to tako teplah reče, da si šarlatan, da kaj se greš, da pusti njegovo področje. Pač jaz bom tako, tle se bom večkrat izognila odgovoru, ker pač cerkuje, sem pa jaz. Ja, a pa ti si zganjala kdaj hudiča? Mislim, to, kar se je rečemo zgodilo v Ameriki, je bilo zame prvič. In je bilo pač ne, zdaj pa treba se pravi teorijo v prakso dati. Nisem dejansko... Nisi še imela te prigode? Ne, tisti trenutek pač nisem vedela, a bo ratal ali ne bo ratal, pač... Ampak če bi to recimo zdaj te prišel pa rekel, gospa Tjaša, moja hčerka je obsedena s hudičem, demonom, se čudno obnaša, ima čudno obraz, se ji glava vrti, bi šla tja, pa bi pa rekel, dajte to pa popišče, bi šla pogledat. Ja, dejansko. Ne je bilo strah. Vse takrat pač sklopaš se, a veš, ni druge, ne? Ja, nekaj, to si mi presenetila zdaj, to te moram pohvaliti, ne, da si tudi ti dejansko cvikala malo pred tem, ne, in recimo nisi se počutila prijetno ob teh zgodbah, ker bi rekla, ne, to je malo ne biš, pa si to mi je všeč, da si to dejansko iskreno povedala, ker tudi mi, navadni smrtniki,
Ne. Jaz tudi recimo gledam grozljivke, eno je film, gdje pa v živo nekaj to doživel, ne upam ne klica te uja table, ne upam se tega igrati, čeprav uradno jaz ne verjamem temu, ampak ne upam, torej očitno že mislim, da nekaj je, če ne upam se s tem zavrkavati. Pač dejstvo je, da v Sloveniji je pač to še vedno ful tabu. Ja. Ampak pač zakaj tabu? A veš, tisto, kar nam ni znano, tisto pač, česar se mi bojimo, pač je najlažje reči, to ne obstaja. Ja. Tako je ponovadi, ne. Vsi bi, noben ne verjame, ne vem, v duše in ne vem, pretekla življenja, ne. Vsi se pa pač obračajo pol, ne vem, na svoje pokojnike in tako naprej, da mi pomagajo. Ne, veliko je tega, da se ljudje bi radi pogovarjali z ljudmi, ki umrejo, ampak no, te še to vprašam, predno bomo šla na ta dogodek in knjigo, ki jo že verjetno imaš, ampak zdaj jo s sabo nimaš, ki si rekel, da je še v tiskarni in je vroča in smo jo mogla tam pustiti. Ne smem izdati vsega, veš. Ne smeš izdati, ok, ne sem da bi sem pokazati smisla, pa še rekel, da je še ob tiskanju. No, hočem reči, te pogovori z mrtvimi, ne. Vem, da malo sem tudi bral, pa tudi Jasmina, vem, da mi je par stvari pojasnila okoli tega, ne, da s tem se ni za igrati, ne, se pravi, da bi ti zdaj klical mrtve, pa se malo hecal, gor dol, samo zato, da jih boš videl, če bi res zdaj prišli, ne vem, ampak da to res naredi takrat, ko si nekdo zaželi, ko ti nekdo da blagoslov, ampak dobro, da zdaj prije nekdo k tebi, verjetno imaš tudi tega kar nekaj, da se želijo pogovarjati, ne vem, z možmi pokojnimi, z starši, z otroci, kak je s tem, no? Koliko lahko ti od nebroj teh duš, pa ti ne veš, kje je ta duša trenutno, lahko da je ona, ne vem, na drugem koncu sveta, se ni, da je tule zdajle, kak jo ti prikličeš, da se z njo pogovarjaš, ali gre od tebe in se ti potem komunicira s to osebo, ki je prišla k tebi. Kako to poteka? Najprej bo razčistila to, me je že strah rada. Duša je na drugem koncu sveta, samo mi na planetu Zemlja smo pač omejeni na prostor in čas. Tako da pač tvoja babica je lahko ta trenutek pri tebi in še ne vem, pri tvoji mami, ne? Razumeš? Pač tako je, se pravi, ko nekdo pač da namero za medijstvo oziroma ko se nekdo javi, da bi pa pač medijstva, pač meni se dejansko pred terminom se mi vedno pač javi dušica in tudi pač vem, se pravi točno, se pravi, kako začeti pol termina, ne? Čak, da te zmotim, prosti. Javi se ti ta duša, s katero se bi ti naj pogovarjal, samo on ti mora povedati za njo prej, ne? Ne, pač velikih pač ne povejo, zakaj, pač rad bi imel medijstvo in to je to. On prije k tebi pa ne reče, rad bi se pogovarjal s svojim pokojnim očetom. On prije k tebi pa reče, rad bi imel medijstvo, pa ne pove, kaj točno, tebi se pa ta oseba kar pojavi. Se je tudi se zgodi, pač, ne vem, da bi pač pride stranka in si želi, ne vem, pogovor, ne vem, da dala primer z mamo, se ji pa javi, ne vem, mogoče pač oče ali pa dedek, babica. Ne sme biti živ, ne? Tudi mrtev. Ker če je živ, po telefonu pokličemo, dobro, ok, odvisa, ne? Kakšne so pač odnosi, ne? Tako da pač vedno se pravi, stopi v ospredje duša, ima zate tisti trenutek bolj pomembno sporočilo, ne? Se pravi tisto, kar ti najbolj rabaš. Pa tega imaš veliko takih obiskov, mislim, želja. Pa kaj največ, pogovor, po čem, od koga, od staršev? Tako bom rekla, mešano je, veš, mešano, pač ni tisti, da bi pa rekla, ne, zdaj so pa samo starši, veliko je zdaj tudi pač pokojnih partnerjev, otrok je ful veliko. Kako pa prepričaš stranko, da se res pogovarja? Ne prepričujem, jaz začnem pač oziroma povem tisto, kar pač imam oziroma kar začutam, tako naprej, oziroma vidim in se pač že po parih stavkih. Da ni blef. Se dušice, ene se javijo z imeni, drugi pač ne vem, in svojim izgledom pa pol upišem. Ne vem, če so kakšni otročki pokažejo svoje najljubše igračke, ki so jih imeli in tako naprej. Pač da dejansko res lahko sporočila povežejo s spokojno osebo. Pa kakva pa si ti takrat, ko se to dogaja? Recimo, da bi se ti oči zbuljo ven? Menda sem drugačna. Pa kakva smisla? Te ni noben posnel pa sliko, da bi videla, kakva si? Pa ne vem, pač. Jaz sama sebi zgledam isto, ne? Mislim, se obnašaš drugače, ti je rekel kdo? Ne, to sem ista. To sem ista, saj tako, ko sem gledala. Pa gre v tebe ta duša, kam gre? Ali je nad tabo gor stoji, pa ti razlaga, gre v tebe, no? Ne, jaz sem samo v bistvu pač samo glas, ki preda sporočila. Pa ki pa je tisti hip, ta duša? Prisotna je zraven v prostoru, ne? Ti jo vidiš?
Ja. Pa kako pa izgleda? Kot neka entiteta ali kaj? Pač dejansko kot ti, samo prozoren, etkov. Pa nič grozno ne izgleda. Ne, tudi tako je, pač noben pokojnik ne želi, da se mi njih spominjamo, ne vem, če je bila neka To se hoče smrt, ki je bila vprašati. pač mogoče malo bolj grozna. Ne izgleda tako, kot je bil. Ne. No, ker če se nazaj na film vrnem, ki sem ga gledal 2 dni nazaj, ta Beetlejuice prvi del, tam so bili taki, kot so bili, ko so umrli. Imela glavo v roki, ena imela trup tu, pa glavo tam. Ne. Tu so lepi v bistvu. Tako pač, ja. Pač velikrat pokažejo, se pravi, na kakšen način so umrli. Priznam, da je kdaj pač malo neprijetno. Pa to poveš? Ampak ne, se tudi to je dejansko nek način, kjer oni lahko prepoznajo, pač, da je pa to prava duša. Ne? Kaj pa recimo, da bi bile te duše jezne? Pa da mogoče te malo bom rekel, malo okol prinesejo, češ, da se delajo prijazne, potem pa pride ta medijski dogodek, ne? In se izkaže, da ta duša je imela zle namene in je jezna, ker je ta pokojnik ima z njo neke čudne stvari in kar ti tudi on ni recimo povedal, ali ti to takoj začutiš, da bo vse ok? Zdaj že začutam, pač po tolikih letih pač že začutam, se pravi, kaj ni ok, oziroma itak se pa zaščiti, dejansko zaščiten se jo, zaščiten se pravi klienta in tako naprej. Pa je bilo te takih primerov, da bi se ta duša kaj razjezila, pa zagnala kaj? Par primerov je bilo, ko dejansko pač so se dogajali mogoče mečkane paranormalne stvari, ampak nič kaj tako hudega. Se tudi meni so se, vem, da vmes je bilo eno obdobje, ki sem imela ful težko transformacijo pred sabo in pa sem rekla, jaz tega ne bom več delala, kakšni angeli, kakšni pokojniki, pusti me na miru in so mi dejansko začele knjige s polic dol padati, skripte, tako ok, v redu, ne. Kar so te duše prepričevale, da to moraš početi? Deli, ne, pač se je pol, pač počas greš naprej. Ampak takle, ko recimo te poslušam, dejansko zelo interesantno, da dejansko duše rabijo pomoč, ljudi, kot si ti. Očitno je ogromno teh duš, ki umrejo ljudje in te duše ene pač grejo mirno, ogromno jih pa ostane tu in so zmedene, ali gledajo mogoče tega živega človeka, pa jim rade nekaj povedali, pa ne vejo, pa so nesrečni, ker dokler duša ni srečna, dokler ne razčisti, vse pol ne gre naprej, ampak zakaj misliš, da je pa pravzaprav toliko nesrečnih duš, da rabijo dušne pastirje tu na zemlji? Sej ne, da je toliko nesrečnih duš, le pač nesrečnih ljudi, ki rabijo te duše. Pa zakaj pa duše ne grejo, pa rečejo, jaz sem zdaj umrl, pusti me, kam me zdaj gnjaviš, pa kličeš. To so pa pač dušne družine. Pa so prijazne te duše, tako da vedno so pripravljene pomagati. Ja, pač in ne gre na živce to, da jih gnjaviš. Ne, veš, pač ne gre to na živce, ne? Veš, pač zemeljsko, to je pač zemeljsko, ne? Pač, zakaj bi šel duši na živce? Zdaj pač pomaga, sem pač treba je reči, ne? Ja, ker recimo mož je težil, ko je bila živa, zdaj pa teži še, ko je duša. No, stopi teži. Ja, a veš, da ne pride z navade, ne? Ok, dobro, se pravim, zdaj hudič je, ne? Recimo ljudje, ki res ne verjamejo v to, jim je to glupo, jim je to trapasto, ne. Kaj se mora takemu človeku zgoditi, da reče, fuck, pa veš, pa je bilo to res. Pa kako sem jaz to govoril, da to ne. Kaj se mora zgoditi, da neki vidi, ali da se mu nekaj strašnega, nek duh, da se mu pojavi, ali kaj? Veš, sej, pač dejstvo je, da so vedno okoli nas, ampak ker smo mi pač toliko zatopljeni v ta naš materialen svet, pač tega ne porajtamo. In pač ko pride do neke točke, da pa pač res pa res čisto v kontrasmer, kakor bi pač mogel, takrat pač pa se ti, ne vem, začne mogoče luči požigati, začne trkati nekaj. Pa ne vem, pride mogoče, ne vem, če je nek pokojnik, ne vem, kadil, pa pride von od cigaret, pa a veš, tako sprememba temperature, in pa se malo se vprašaš, Ker jaz tudi preden sem šla sploh v to, pač jaz sem živela totalno zemeljsko življenje. Pač meni je bilo tisto okej, ne? Ti, ampak je pa hec, zakaj, če si ti v hiši dogajajo čudne stvari, ne zbeži iz te hiše, zakaj vstaješ v te hiši, pa pokličeš tebe, čuj, pridite mi, zbež ven, pa pusto pa je to primer. Zakaj kličem tebe, da mi greš reševati stvari, če je čas, da se vselim? Vidim 2 kače v stanovanju, pokliče zganjavca kač. Jaz sem preselil, ker očitno so te ti bajti kače. Zakaj pokličeš nekoga, da ti reši hišo, če z te hiše moraš iti ven, ali prije ta vrag za tabo tudi v drugo hišo?
Ja, zdaj, če je vezan, se pravi na pa nisi nič naredil, ne? Nisi nič naredil, Ja, ne? ja, ja. Zdaj, če je vezan, se pravi na Ja. kraj, ne? Pa greš z tistega kraja stran. Kaj bi ga... Ja, ampak a ne, kaj pa, če je, se pravi, vezano na te? Ja, pa si v pizdi, Ne, po domače rečeno, pač ja. greš kamorkoli, ne, pa pač ne boš se rešil, ne? Nekaj zanimivo Vsi mi ne je, želijo ja. nič slabega, pač samo Ja. iščejo pač pomoč, ne? Ni zlobnih duhov, ali kaj? Veš, tako bom rekla. Ker v filmih so večinoma zlobni, ne, sam Kasper je bil prijazen. Kasper je prijazen, ne? Ja. Pač te duše iščejo, se pravi, pozornost. Se pravi, iščejo pomoč, a ne? In Isto dokler kot ljudje na zemlji. Tako, a ne, pač se veš, to je isto, kar rečemo otroci, ne? Ja. Ko vidiš, se pravi, da pač daje neke odzive, ki niso okej, se pravi, neki je treba ukrepati, ne? Isto je. Ampak ti se recimo s temi dušami družiš tudi, ko nimaš teh medijskih zadev, čist privat. Ja. Pa kaj hočejo od tebe? Pa reč mi skupaj knjige pišemo, mi skupaj objave pišemo. Pa se pogovarja z njimi? Ja. Pa kaj se recimo nazadnje pogovarjala z neko dušo? Ja, danes rečemo, sem se pogovarjala na poti sam, kako bomo mi posneli pač objavo za TikTok. In kaj so ti rekle? Ja, usmeritve sem dobila, ne? Kaj nisi mene vprašala, bi ti povedal, brez da ni gnjaviš za to. Zakaj? Sem ti jaz povedal to. Pač meni je to najboljša družba. Pa koliko pa imaš teh duš? Teh prijateljskih duš, ki so s tabo? Ogromen je teh duš. Pa kdo so? Kaj so? To so pokojniki, to so pač... Pa ne veš, čigavi so? Ja, večinoma so moji, ne? Aha. Pač vidijo, da dele Tjaša rab zadnje kančke moči izbrati, ne? Da se spelje vse to. Ja, definitivno. Tjaša, 25. oktobra, torej čez 3 dni, ti si v bistvu, če gledamo tako, medijska superzvezda. Ne v smislu medijska kot jaz, ampak medijsk superstar. Pa ne vem, jaz ne gledam to, pač sej v bistvu veš, ta dogodek je zato, da se bojo pač ljudje začnejo ozaveščati določene... To je vse masovno, torej te morajo ljudje oren poznati. To so tvoji fani, ali kaj, kdo so to? Ja, pač, veš kako je, jaz vedno ko dajem, ne vem, tečaje, delavnice, knjiga, vedno dam namero, se pravi, da ne pride do ljudi, ki jim bo pač to pomagalo. Ampak tako, mislim, ponovadi to naredijo v Ameriki, ne, kamor vem, da sta tudi šli z Jasmino, naredijo te velike showtime zgodbe, ne. Ampak to v Sloveniji, ne vem, ali že kdo to imel, to se nisem pozanimal, mogoče ti veš, no, imel že kdo tak velik obseg, neke take zgodbe so imeli, je to v Sloveniji tako popularno ali aktualno? Zdaj, tako, pač definitivno so, tudi v dvorani Smelt je že bilo na ta način, ampak tako bom rekla, ta dogodek, objem je onostranstvo bo mečkam drugačen. Zakaj bo edinstveno? Zakaj se splača pride? Zaradi tega, ker ne bo po istem kopitu narejen, kot so pač vsi dogodki do zdaj. Tudi pač sem poslušala se tega, da bom ponavljala za drugimi in tako naprej, tako da ta dogodek bo drugačen, dejansko bo drugačen. Mogoče objem onostranstva deluje tako nekaj nežnega, ampak kaj smo ljudje navajeni, ne? Če nas nekdo ne prime malo na uštro, ne? Pa nas nekako ne porine s cone obdobja, pač mi ne bomo nič naredili, ne? In v bistvu ta dogodek bo na nek način bo bolj motivacijsko obarvan. Pač bomo malo plesali, malo bomo jokali, malo se bomo smejali, s publiko bomo sodelovali in tako naprej. Pa poznaš te ljudi, ko je v publiki, ali bo to naključni? Nekaj jih poznam, nekaj jih ne poznam. Nekaj moram vedeti, to je tudi promocija tvoje prva knjiga, ne? Tvoje prve knjige, tudi zadnje vidimo, od naslovnici sekundo kasneje, se pravi, objem onostranstva, kaj piše to, potovanje preko teme do svetlobe, ne? In to je tvoja ta premierna velika knjiga, v bistvu kaj je to tvoja autobiografija, je to kaj? Ja. Pa kaj, vse resnično, kaj je fikcija noter? Kaj si dala v to knjigo? No? Dejansko pač svoje življenje, od otroštva, kako sem se počutila, kaj sem doživljala, to, kako se je, kar se še zdaj pač dogaja na planetu Zemlja, kako je lažje nositi maske, kot pa dejansko se pokazati s pravim obrazom, do te izgube partnerstva, potem je zdaj pač, ker je bilo zamaknjeno, izdaja knjige, je dodana Amerika notri in se pravi... To je fajn, da si zamaknila, da še imaš Ameriko notri. In pač te napadi, ki so se dogajali. To imaš tudi vse noter? Vse noter, tako da pač dejansko je prišla knjiga na konc res zaključek. No, pa si se vprašala kdaj, brez lažne skromnosti, ne? Mislim, se zavedaš, da to ni mala stvar. Da to ni neki, čuje, dajmo malo narediti, da to je zvezdniško, to ni hec. Zvezdniško? To so zvezdniške zgodbe, ne, poslušaj, knjiga, dvorana, promocija, showtime, to niso heci, ne?
Mislim, se zavedaš, da si ogromno naredila na tem področju, brez lažje skromnosti, pazi, mislim, veš, da si, ne? Vemo to, ali ne, Ja, te bo ampak treba veš, motivirati, ali mislim, ne mislim, motivirati, povej, pač ne? jaz sem ful Ja. skromna, Ja. meni se gre res to, da pač pomagam ljudem, da pač dejansko jim razkrijem še v bistvu tisto, kar ne vejo o meni, a ne, se pravi, verjamem pa tudi, da se bo v knjigi marsikdo našel noter, do zdaj, kdor jo je že prebral. Poimensko nisi omenjala ljudi, no, tudi poimensko omenjaš? Imensko je pač omenjen Martin, Ja, ok, pa Jasmina. pa Jasmina, kaj pa jaz? Ja, takrat, Ne ko se slišim. je to, Kaj? takrat, ko se je to pisal, tebe še nisem, boš pa v naslednji. Pa če še ni, če še v tiskarni, še imaš čas spremeniti. Bom pa, ko bom jih dubla v dvorano, bom napisala hvala Gartner. Ne, napišejo duhovi to. Ne se piše to na okej. tabli, brez roki do vsega. Okej, Če si res tako dobra, naredi to v dvorani, da bo neka kreda nevidna, mislim, nevidna roka, da bo s kredo pisala gor Gartner je car. Okay. Ja. Pa da pa vi to meni slikate, pošljete, če me tam ne bo slučajno, pošljete, slikate cef in naredimo Kako misliš, če te slučajno tam ne bo? Tega moram priti, ali kaj? Je to vprašanje? Ja, ne vem, povabila me še nis, ne, tako da ne vem. To je logično, da prideš, ne? Bom imel VIP vstopnico. Boš. Ok, Tjaša, naslovka te knjige, gor je tale, ne prvi, Čeglaj, ampak ta drugi, Blaž Režek, sanjski moški, zgledata pa, kot da sta par, ne? Kaj se dogaja? Mislim, je bilo kakšna zgodba tu, romantika? Ne. Sam poslovno? Ja, definitivno sam poslovno. Blaž je bil pač v bistvu najet samo kot model. Zato smo ga odrezali gor, da se ne vidi cel. Ja. Je pa res, da je pa Blaž ful podoben, se pravi Martinu, ne? Aha, Tako da, prav pa je to bila zgodba mal. ja, tako da ja, no, to je to. Ti tako imaš očke zaprte, misliš na Martina, ne? To sem sigurno. A veš, kako je, ne? A veš, ko je te prijetno, ko te nekdo objame, pač tako sem se dejansko počutila, ko sem prejemala sporočila pokojnih Martina, te spodbudne besede naprej, malo brce v rit, ne, sem tudi pač rabila. In dejansko, ja, pač počutim se prijetno, se pravi ob dušah in tako naprej. Tjaša, čez 3 dni, torej se bo zgodil ta nori mega spektakl, ne? Kaj bi povedala ljudem, mogoče, ki nočejo priti, no? Ker reče, da je to en bullshit, da je to brez veze, da kaj oni tam neki bluzijo, nakladajo, kradejo ljudem denar, ne? Filozofirajo, jaz na to stranje ne grem. Ja, pač zdaj tako bom rekla. Ne za mene gledati, ni povej. Tisti, ki pač ne želi nič spremeniti, pa je res bolje, da ne hodijo. Pač tisti, ki želi živeti v svojih omejitvah, ki pač želi se prav živeti v svetu, ki ga vodijo drugi, definitivno takim ne priporočam, ker ta dogodek ne bo neko božanje, ampak bo dejansko bomo hodili preko teh ovir, preko teh omejitev. Ne? Tako da ste pa vsi pač lepo vabljeni. Ti pa se bodo duhovi klicali tam tudi? Zdaj tako je. Ker Jasmina bo tam, ne? To Definitivno. pizdarija. Si ti predstavljaš dogodek brez Jasmine? To pizdarija bo. Ker ona te duhove zraven pripelje, to je... Ne bo se zdaj duhov klical, ampak definitivno je pa nek čas namenjen predaji sporočil. Zdaj, a bojo to pokojniki, a bojo to, ne vem, duše. Ker ljudje bojo sodelovali skozi. Ja, to bo skozi interakcija med ljudmi, ta bo... Bravo. Ja, mogoče pa prijem pogled. Čuj, Tjaša, mogoče ob koncu ti dam možnost, da zamenjamo vlogi in me lahko vprašaš 3 vprašanja, karkoli ti pade na pamet. Si srečen? Čakno, če nisem do konca povedal. Pa se to ne more, pa se to čakaj. Mislim, čakaj, pa počakaj, da skončam. No, karkoli ti pade na pamet, lahko rečeš. Kaj, če si srečen? Ja, če si srečen. Ja, na vseh področjih zihar ne. Ja, si srečen ali nisi srečen? Ja, ne morem to tako odgovoriti, veš. Nekje sem, nekje nisem, ne. Kaj ti ne rečem drugače? Kaj bi spremenil v svojem življenju? To je drugo vprašanje, lepo. Ja. Drugo. Drugo. Kaj bi spremenil? Ja. Mislim, kaj bi spremenil, ne. Kje si me dala zdaj s tem, pa mi je že žal, da sem ti rekel. Kaj bi spremenil? Mislim, se spremenil sem že ogromno, letos sem ogromno spremenil, ne. Letos sem ogromno spremenil, ampak veš, kaj bi, mislim, če boš razumela, rad bi, ne, da bi tudi drugi ljudje
bili tako hitri, odločni in eksaktni v projektih, kot sem jaz. Ne? A veš, se pravi, če se zmenimo, da ponedeljek nekaj zaštarta, zakaj pol leta mim pa še ni zaštartalo? Ne? Sam to ne morem jaz spremeniti, ne? Njih. Ne? Se pravi, zdaj boš rekla, ja, pa sodeluj z drugimi, ampak večina je takšnih. Ne? Zato pa včasih tudi kaj sam naredim in ne čakam na nikogar, kar je edino pravilno. Ne? Ampak kaj bi spremenil? Pizda mater, da sem me najdla. Ne znam ti, čisto točno ti ne znam povedati, ker sem veliko spremenil. Ne vem, nimam konkretnega odgovora. Ok, potem pa še eno vprašanje. Pod vprašanje, ja, okay. Ne bom te mučila s pod vprašanji, nekaj pol mi da to lahko do jutra delava. Ok, izvoli, ja. Kakšne imaš pa plane za prihodnost? Plane za prihodnost? Ja. To je pa Hollywood, ne, slejko prej, ne. Pa greš z mano pa z Jasmino v Ameriko? Zdaj imam problem, ker sem začel na Radio Fantasy delati, ne, in ne morem kar iti, ne. No, sej boš izkoristil proste dni. To pa mogoče. Ne, imam plane, ampak žal se mi je en plan, se mi je podrl, en velik plan se mi je podrl zaradi odpovedi erotičnega sejma v Ljubljani, bil je vezan en nor projekt na to, pa je žal to odpadlo, to ni bilo v mojih rokah. Ne. Planov je ogromno še vedno, ne. Ker bi še vedno, veš, moj problem je, ker se prehiter, mi rata dolg čas, če je skozi nekaj istega, moram skozi nekaj na novo, gor do levo, desno. Ne. Tako da planov je veliko, ampak definitivno Hollywood me čakajo, to me čakajo. To sem siguren. Ne. Ne vem, kdaj prijem tja, ampak pridem pa definitivno. Ne. Sem dobro rekel? Ja. Okay. Samo ne boje meja. Samo ne boje meja. Tjaša, kdaj sem nazadnje jokala? Pa ne dolg nazaj. Ne danes. Ne, danes nisem. Okay. Ampak, veš, jaz se prav prijem se je zgodila pač leto 2018. Jaz 11 let nisem jokala. Nisi jokala? Ne, pa sem dala pač ni, da nisem dala čez, ampak pač jaz sem bila ful pač zaprta, tako, tudi ne vem, porod, pa bil težek porod, pač jaz nisem ene solze, pač tukaj sem se zaprla vase in ko se je pač to zgodilo, ne, se je pa vse ulil. In ja, zdaj kar naprej jokaš? Pač ne jokam kar naprej, sem bila vmes, lahko rečem, ja, kar jokica. Zdaj ste pač tako, neko je res zelo težko. Ne, no pa kdaj si ti nazadnje pretekle solze? Ne vem, mogoče prejšnji teden, tako, ni dolg nazaj. No? Zakaj? Zaradi tega, ker imamo pač okoli sebe tako prijazne ljudi in tako... Ako ste ganjenosti? Ne, a veš, raztok si pač na trenutke si toliko razočaran nad ljudmi, preprosto. Ja. Zaljubljena si kaj? Ne. Zakaj pa ne? Več zdaj bom tako povedala po resnici. Pač. Mislim, povej, ne? Več se zdi, da imam alergijo na moške trenutno. A zato si pike dobila, ali kaj, ko zraven mene sediš, ne pa čaki na vse moške ali na ta čudne? Mislim, povej. Zdaj ti bom tako rekla. Mislim, povej, ne? Čakam, da prije ta nečuden. Ja, pa kje pa so? Mislim, jih ne ti, ko se spoznaš na to. In tudi fokusa ne dajem na to, ker mi v prvi vrsti mi je sin pa karijera. Si se zaprla zdaj? Ne da se mi ukvarjati s tem. Ja, pa misliš, da bi ti neka ljubezen uničila sistem, pa to špuro zdaj, ki jo imaš, ali kaj? Nimam časa zdaj za to. Nimaš časa? Ne, pač to. Trenutno mi je čisto ok. Ali na zmenke ne hodiš? Ne. Pizda. Kaj pa jaz ti nisem všeč? Pa dobro, s tabo imam lahko zmenk, pač ne. Usput. Dame in gospodje, to je bila Tjaša Budaj, ki bo 25. oktobra torej pripravila mega spektakl z naslovom, to je enak, naslov je šova kot je knjiga, V imenu stranstva, kjer boste torej doživeli in videli vse in še več. Jaz mislim, da z prve roke se splača prideti. Imaš tudi enega voditelja presenečenja, ki se bo izkazal 25. Najprej bil plan, da bi prišel Blaž, pa ne bo, ker to še vedno ljudje vidim, da nekaj pišejo, nekdo drug bo, zdaj kdo bo ta skrivnostnež, ne smemo izdati, ker to 15. bo to jasno, bo pa noro. Tako da, dame in gospodje, kaj ne rečem, ne? Bilo je fajn, Tjaša, tvoj zadnji stavek. Kaj to neka gospa tule? Neka gospa, kaj se dogaja? Kaj to duh ali prava? Kaj je to? Nek vidi, je res to tu? Kaj je to? Prav vidiš, ja. No, kaj bi rekla za na konc? Zadnji stavek. Sledite svoji poti in vas bo pripeljala definitivno tja, kamor morate prijeti. In če smem še jaz zaključiti, ne? Dragi moški, ne težiti, ne vabiti na zmenke, ne pisati sporočil, pihati na dušo in slik pošiljati raznih čudnih stvari v organu in tako naprej, jo klicati za čudne želje in ideje, ker nimate šans, ker je naredila zid, ne? In ker čaka enega
princa, oziroma niti čaka ga, ne, pač enkrat, ko bo, ne, tako da nehajte, ker ne boste nič dosegli. Ne. Sem dobro rekel? Odlično. Sam, ko te gledam, mislim jaz kot ekspert, ti si ekspert za onostranstvo, jaz sem pa ekspert za ženske. Okay. Če smem še to, ne. Dovoljam. No, ko te gledam, ne, vem, da hrepeniš po ljubezni. Pa v bistvu ne. Ne lagati, Tjaša, ne lažem. Meni ne moreš lagati, le. Res ti ne lažem. Res ne. Pač njim, trenutno pač ne. To se lahko spremeni, veš? Vem, pač se nisem rekla, da ne bom imela nikoli, ampak trenutno mi je pač tako. No, kaj vidiš v teh očeh? Kaj vidiš? Bo to pol. Se vidimo 25. na dogodku Objemi inostranstva in kupite seveda tudi knjigo na večjem številu, tam bo možno knjigo kupiti, naročili jo boste, pri tebi bodo naročili, ne? Ja, v bistvu že trenutno še ne vem za knjigarnah, ampak dejansko pri tebi sigurno pa ob karti dobijo knjigo, ja. Ok. Čau. Se vidimo, čau.